Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. Naš tokratni gost je večkrat nagrajeni novinar Jože Možina. Dobrodošli v našem studiu. Ni to prvič, da sedite na tem stolu? Lep pozdrav, ja, dobro se počutim v vaši družbi in pozdrav vašim gledalcem. Vedno smo veseli, ko se oglasite v našem studiu. Kar več tem bova tokrat odprla. V drugem delu oddaje bova govorila o vaših nagrajenih dokumentarcih, o tem prvem delu, pa o tisti najbolj aktualni temi, sploh še, ker so tu predčasne parlamentarne volitve, torej o zadevi Patria. Pa predlagam, verjetno ste to spremljali, ne, to zadevo. Mislim, kdo ni, sploh če gre za novinarje in za ljudi, ki nas zanima politika, prav gotovo, ja. Glede ste pričakovali, da se bo Ustavno sodišče odločilo tako, kot se je? Nisem pričakoval, ampak v tej zgodbi je vse polno nekih presenečenj in nenavadnih reakcij, ampak če vam pozneje rekla kakšno besedo o tem, tako kot se je zgodba začela, je bilo za pričakovati, če govorimo o metodah, ki so mogoče bolj slične prejšnjim časom, je bilo za pričakovati, da bodo storili vse, da ga pač zaprejo, ne glede na dejstva. Torej, ne bom ponavljal, kaj je Ustavno sodišče odločilo. 6-3 je bilo, torej zavrglo je to pritožbo Janeza Janše oziroma njegovega zastopnika in zadevo vrnilo nazaj oziroma napotilo nazaj na Vrhovno sodišče, ne, kamor se je tudi Janez Janša že pritožil, zdaj čakamo, kaj bo tam. Zanimiva pa so ločena mnenja ustavnih sodnikov in mogoče bi prebral nekaj teh mnenj, pa še mnenje nekdanjega ustavnega sodnika dr. Matevža Krivica. Ustavni sodnik Janez Zobec je v odklonilnem ločenem mnenju podrobno utemeljil izjemnost primera. Po njegovem bi se vsebinsko odločitvijo okrepilo zaupanje v delovanje pravne države in njenih inštitucij, predvsem pa bi se okrepilo zaupanje v varnost ljudi pred arbitrarno uporabo, da ne rečem zlorabo, sredstev državne represije zoper kateregakoli posameznika. To sporočilo bi bilo naslednjo. V naši državi, kot povsod v normalnem in civiliziranem svetu, se ne sme zgoditi, da bi bil kdorkoli obsojen za abstraktno storjeno dejanje. Pri nas je človek lahko obsojen samo za svoje dejansko ravnanje. To je nekaj tako samoumevnega, da ni nobene potrebe, da bi se o tem vprašanju najprej izreklo Vrhovno sodišče. Potem pa je ustavni sodnik Ernest Petrič v odklonilnem ločenem mnenju opozoril na nepopravljive posledice, ki bi nastale z Janševim odhodom v zapor. Odvzem osebne svobode je, poleg odvzema življenja, najhujši poseg v človekovo dostojanstvo in človekove pravice. Še zlasti, če bi se kasneje izkazalo, da je bil poseg nezakonit. Z odvzemom osebne svobode, če bi ta bila odvzeta s kršitvijo človekovih pravic, bi nedvomno nastale nepopravljive posledice. Potem pa še navaja, zlasti bode oči, da izvršitev zakonskega znaka, v navednicah, sprejem obljube, ni dokazana, ne s pričami, ne z dokumenti, tudi ne kje, kdaj in na kak način je bila ta obljuba sprejeta in to kaznivo dejanje storjeno. Torej gre le za abstraktno opredelitev kaznivega dejanja, ki pa ni konkretizirana v izreku sodbe. To ustavni sodniki, tudi še Mitja Deisinger je dal ločeno mnenje, pa mogoče res preveč, da še njega preberem. Je pa zanimivo odziv tudi Matevža Krivica, ne, bivšega ustavnega sodnika, za katerega se pa nikako ne more reči, da je nekako pristaš, ne, ali pa podpornik Janeza Janše. Tole je povedal. Širša javnost se najbrž ne zaveda prave vsebine včerajšnje odločitve ustavnih sodnikov, ki pomeni, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo sodba Janši padla. Sam soglašam s sodnikom Zobcem in Deisingerjem, da bi o tem moglo in moralo odločiti že Ustavno sodišče, toda sedaj moramo spoštovati odločitev večine, da tudi pošiljanje voditelja opozicije v zapor tik pred volitvami ob tako sporni obsodbi ne upravičuje izjeme in da mora o tej zadevi najprej odločiti Vrhovno sodišče. To, česar javnost ne ve,
tudi po, v navednicah, zaslugi strokovno slabo vodene Janševe obrambe pa je, da se je šele v postopku pred ustavnim sodiščem odkrila tako huda, čeprav le najbolj veščim pravniškim očem vidna luknja v Janševi obsodbi, da mora zdaj to samo še pred Vrhovno sodišče in sodba bo padla, po njegovem mnenju. Da bi vrhovni sodniki mogli in sploh hoteli iskati in najti strokovno sredstvo za zakrpanje prej omenjene luknje, je namreč skrajno malo verjetno. Tudi v odločbi Ustavnega sodišča je zapisano pričakovanje, da bo Vrhovno sodišče odgovorno opravilo svoje ustavne obveznosti in med njimi na prvem mestu zagotovilo spoštovanje človekovih pravic. Torej, to so mnenja eminentnih pravnih strokovnjakov. Vemo zdaj, Janša, predsednik SDS-a, predsednik nekdanje vlade, bi moral v petek v zapor. Ja, kot kaže, se bo to zgodilo. Vedeti moramo, da nimamo nobenega in ne smemo biti nobenega problema s tem, da gre v zapor kdorkoli v tej državi, ne? Bodi si Smetar, kardinal ali pa tudi bivši predsednik vlade ali pa sedanji predsednik vlade ali pa države, če so stvari seveda jasne in jasno dokazane. To mora biti od vsega začetka popolnoma transparentno. Ne gre za to, da bi se kogarkoli ščitilo, vendar pa način, kako je bila cela afera izvedena, sodba v imenu ljudstva, ki jo ljudstvo ne razume, ker jo je zelo težko razumeti. Jaz sem bil tudi sam na razglasitvi sodbe takrat na sodišču, in nekih 15 minut sem nekako še približno spremljal redosled tega, kar se je tam bralo, ampak to je trajalo skoraj 2 uri in ni bilo jasno pravzaprav, zakaj gre. Se pravi, obsoditi prvaka opozicije brez jasnih dokazov, potem ko pravzaprav v zadnjih 20 let ta ista oseba, ne zato, ker ne bi bila vplivna, ampak zato, ker je vplivna in konkurenčna nekaterim centrom moči, je ta oseba deležna, mislim, da okrog 160 različnih sod, postopkov, prijav in vsega tega, ne? Jaz mislim, da je tudi v tem je treba iskati potem ključ za razlago tega dogajanja. Zdi se mi, sploh če nekako to stvar nekoliko primerjam z afero Depala vas, ki sem jo nedavno bolj podrobno raziskal v dokumentarnem filmu, takrat so bile stvari nameščene, pri nas gre težko z jezika, ne? Ja, spet govorijo o neki zaroti. Dejansko je zarota takrat bila in jaz seveda ne poznam vseh podrobnostih, tudi ni moč poznati, ampak tudi sam način, kako je ta afera prišla takrat v slovensko javnost pred volitvami leta 2008, meni samemu daje vtis, da je šlo za zaroto. Namreč, takrat se spomnim enega soočenja, to je bilo čisti začetek volilne kampanje za parlamentarne volitve, redne 2008, in smo bili v studiu, bili so že takratni politiki, ki so kandidirali na volitvah pozicije in opozicije in bili so tudi njihovi PR-ovci. In takrat pristopi do mene kolega Gerič, takratni odgovorni oddik, in pravi, ti med temi PR-ovci levih tranzicijskih strank se govori, da bo nocoj nekaj počlo, da bo nekaj objavljeno, da se bo nekaj zgodilo. Spravi, oni sami so v smislu svoje politike takrat že vedeli za objavo filma Resnica o Patrii, ki je bila potem tisti večer na finski televiziji. Zdaj, kako je to seveda mogoče. In tudi dejstvo, da se je potem sodba, oziroma da se je proces za tako hudo kaznivo dejanje pravzaprav začelo na najnižji, oziroma na sodišču, na okrajnem sodišču, ne pa na kakšni višji instanci, na okrajnem sodišču, kjer so zadeve bolj obvladljive, ker se tudi sami postopki lahko odvijajo brez senata, dokazuje na intenco tistega, ki je pač to zadevo zamislil, da se gre skozi čim več instanc, da se človeka zaposli in izloči in na koncu tudi obsodi. Tako da, če našo demokracijo razumem v pogojnem smislu in če se zavedam, da je žal pravosodje včasih bilo v bivšem režimu udarna pest revolucije in da pri nas ni bilo izvedene nobene lustracije, nobene vrednostne presoje ljudi, ki so recimo to udarno pest revolucije izvajali, potem so mi tudi kot zgodovinarju, ne samo novinarju, določene stvari še nekako bolj jasne in izredno zaskrbljujoče. Tudi to, kar je Matevž Krivic povedal, da se javnost še ne zaveda. Tisti, ki
politično pač ne marajo Janeza Janše, so veseli, seveda navdušeni, pa ne glede na to, ali je kriv ali ni kriv, se ljudi sploh ne zanima, ker smo nekako tako navajeni. Ampak vsakega bi moralo skrbeti, ali je oseba, ki je tako izpostavljena in ki je obsojena in ki bo šla očitno v zapor, v resnici kriva. Ker če ni kriva in veliko indicev v to smer dejansko gre, je to seveda škandal, ki je, ne vem, ki se ga težko opiše. Ne. Ker mimogrede, takratni obrambni minister, Karl Erjavec, Ja. ki je vodil te postopke, ni kriv. Ni kriv, ne. Na sodišču ni kriv, ne. Tudi posamezniki, ki so dokazano, ne samo, da so sodelovali pri tem nakupu, ampak so dejansko sprejemali podkupnine in je to dokazano, so bili šele pozneje vključeni v to afero in sojeni in obsojeni. Šele pozneje. Tukaj, ko pa nobenega denarnega toka ni, kot res nobenega oprijemljivega dokaza, gre pa za v bistvu tako težko obsodilno sodbo. Pa ste pričakovali, da bo Ustavno sodišče prav zaradi tega, ker govori bivši predsednik Ustavnega sodišča, dr. Ernest Petrič, prav zaradi tega, ker je nekoga spraviti v zapor, pa da se potem izkaže, da je po krivici v zapor, pa če je še to lider opozicije, ki ima tudi ugled v Evropi, da bi že zaradi tega lahko rekli dobro, je preskočil Vrhovno sodišče, ampak so mu bile kratene pravice tako močno, da... Zdaj smo nekako v sferi špekulacije, da se komentirati vse. Vprašanje, če sem dovolj kompetenten za to, lahko pa povem svoje mnenje. Mislim, da je v Sloveniji še vedno izredno pomemben strah. Strah, kaj bo z mano, z mojo kariero, z mojo družino v primeru, če bi ravnal drugače. In da morda tudi ni bilo dovolj, domnevam, tiste možatosti, tudi pri ženskah, da bi se odločili tako, kot jim mogoče veleva vest. V ustavnih sodnicah. Tako, ja, tako kot veleva vest. Jaz to domnevam, ampak bojim pa se, da je problem tudi na tej točki, ker v Sloveniji pogosto so določena ravnanja opuščena, potrebna ravnanja, zato ker je bolj ležerno, bolj varno, da ostaneš na neki varnejši strani. Sploh pa tako, skriti se za neko kolektivno odgovornost je veliko lažje, kot pa se izpostaviti v enem smislu za celo življenje pri tako pomembni odločitvi. Trije so se zločenim mnenjem izpostavili. Tako so se. In recimo, mene je zelo, veliko mi pomeni, da se je na primer izpostavil dr. Ernest Petrič, bivši predsednik Ustavnega sodišča, človek s kariero še iz bivšega režima. To so zelo, zelo zanimive zadeve. Bomo videli, kam bo ta stvar pripeljala. Gotovo pa... Kam bo pripeljala? Zdaj, v petek je tisti rok, ko se mora Janša oglasiti v zaporu. Vmes je nekaj dni, da bi Vrhovno sodišče tako hitro odločilo, razsodilo, je težko pričakovati, lahko pa bi zadržalo, če spet špekuliramo, do razsodbe. Drži, lahko bi, ampak mislim, da to ni za pričakovati. Vrhovno sodišče po čisto svoji presoji lahko odloča mesece o tej zadevi. Tako da ta zadeva je dejansko problematična. Mesece, potem šele lahko, Potem lahko šele negativno mnenje. Ustavno sodišče obsoja. Včeraj sem dobil eno sporočilo, recimo enega zelo pomembnega deležnika, na eno drugo afero, ki se je tako mimogrede včeraj zaključila, namreč oproščen je bil gospod Lah v zadevi NPU. In ta oseba pač to zadevo izredno odblizu pozna. Je rekel, sedaj pa vem, tudi zaposlena je visoko v državni upravi, sedaj pa vem, da so pri nas lahko po krivici očitno obsojeni in pa krivi oproščeni. To mi je dalo tudi nekako misliti, ker gre za osebo z drugega političnega pola. Zaupanje v slovensko pravosodje se na ta način prav gotovo ne gradi. Če bi šlo za jasne dokaze, je potem sodba seveda lahko boleča za tiste, ki so privrženci tega ali onega, ampak je potrebno to sprejeti. Na ta način pa jaz mislim, da pehamo to državo v neko dodatno brezno nezaupanja, iz katerega se zle pa ne bomo rešili. Nas je lahko strah tiste, ki javno nastopamo, ki si upamo včasih odpreti tudi kakšno temo, ki se jo drugi ne. Pa če bomo nekoč ali pa so dovolj pomembni, da so moteči?
Drži, to je definitivno politika zastraševanja. To so signali v to smer. In jaz sam vidim v svojem poklicu stvari, ki jih počnem, ki jih nimam za popolnoma nič posebnega, dobro, lahko so stvari dobro narejene, ne? Gotovo je včasih potrebna tudi neka mera osnovnega poguma, ampak nič kaj več kot to. In ko mi toliko ljudi, tudi mojih novinarskih kolegov, pravi, jaz si pa ne bi upal. Kaj se ne bi upal to narediti? Se ne gre za nobeno ponarejanje, se gre za resnične stvari, dokazane zadeve. Vem, ampak si ne bi upal. Mislim, gledajte, to je žalostno leta 2014 tudi na javni televiziji. Je to duh preteklosti, kjer je bilo tako, vsaj v prejšnjem režimu, pridna, neumna očica, ne? Da se na nek način ne izpostavljaš, kot je enkrat dejal komedijant, ne? Branko Đurić, da je nekako opazil tudi v Sloveniji, da nekako nimajo radi ljudi, ki štrlijo navzgor ali pa navzdol, ne? Torej, imajo radi nekako sivo povprečje, da si neopazen, da se ne izpostavljaš, kakor hitro pa uspeš, ali pa si mogoče tudi kaj drugega, te pa zatučkajo, ne, po Zasavsko. Prav gotovo, lejte, to je ena negativna kadrovska selekcija, ki prihaja do absurdov, ne. Mi imamo, dobro, pustimo zdaj obdobje komunizma, ki je posebna zgodba, s kakšno selekcijo se je takrat operiralo, ampak mi imamo po letu 90 čedalje slabše, zdaj ne govorim generalno, ampak vendarle v pojavnem smislu, čedalje slabšo garnituro na vodilnih položajih. Recimo sedanja vlada v odhajanju. Ne bom nič več rekel, ampak to poznavalci, tisti ljudje, ki odblizu s temi ljudmi sodelujejo, tudi če se govori s kom, ki je na sejah te vlade, na kakšen način denar razporejajo z tega žakla v drugega, to je norost, ne. Tu gre za dejansko že za neke vrste razkroj. Seveda, oni sami so figure, ki se te pozicije niso zaslužili na nek normalen način s kvalitetnim delom, ampak gre za ozadje, ki jih je porinilo naprej. To ozadje pa ve, da se samo ne sme izpostaviti, ker bi vse izgubilo, ne? Ampak nekako kot neka igra marionet je vse skupaj, kjer so centri moči iz ozadja, ki imajo bazično seveda neko kapitalsko ozadje v zvezah okrog UDBE, okrog bivšega režima, kjer v bistvu kreira ali pa krmili velik del, odločujoč del slovenske politike in seveda tudi medijev, prek lastništva in obvladovanja medijev. Tako da je pogosto tudi ravnanje medijev pravzaprav avtodestruktivno, ne? Mi smo imeli primere, samo eden mi je prišel na misel, ko smo se pod sedanjo vlado zadolžili, ne le, da je predsednica vlade to razglasila kot velik uspeh, ampak tako so tudi, recimo, vsaj naj bi bila, ugledna medijska peresa zatrjevala. Zdaj, mi dva dobro veva, ne, kakšen je družinski proračun vsakega od naju in kaj si lahko privoščimo, ne? In da se brez glavo ne smeš zadolževati, ker boš moral vse to plačati, ker boš spravil svojo družino in svojo eksistenco v eno odvisno razmerje, sploh pa, če se gre za državo. Ampak to mi dva, ne, veva, to vedo vsi naši gledalci. Imamo radi svoje družine. Tudi. Kaj, nimajo, enkrat je v tem studiu Dimitar Rupel dejal, da opaža, da mogoče politiki, tisti, ki vodijo države, te države nimajo radi. Ja, lejte, to je tudi več kot očitno. Ker če imaš nekaj rad, potem... Ne boš počel tega. Ja, gotovo, lejte, jaz sem tudi večkrat, že dvakrat sem imel to priložnost pokazati, naprimer praznovanje upora proti okupatorju leta 2013 pred enim letom v Stožicah. To je bila prireditev, kjer je bilo 12 000 ljudi, bila je na državni ravni, ker je bilo povabljeno celotno državno vodstvo, predsednica vlade, predsednik države, predsednik ustavnega sodišča, bivši predsednik države, župan in vse to. To je bilo prireditev glamurozna, na katerem ni bilo niti ene slovenske zastave, ne? Niti ene evropske zastave. Bile pa so zastave in simboli bivšega režima. Povsem drugače, kot so prebrali tretjo majniško deklaracijo, zdaj nedavno v Prešernovem trgu, ki so bile pa same slovenske, pa nekaj evropskih zastav. Ja, se to je osnova. No, in mimogrede, ko pri nas označujejo politike za leve ali desne, se največkrat, sam sem eno kolumno napisal prav v tej smeri, označuje nekoga za levičarja oziroma za njegov levi nazor,
če prisega na rdečo zvezdo, pa če poje partizanske pesmi, je že kar avtomatsko levičar. Kaj pa je on v zasebnem življenju? Ne? Lahko je kapitalist, celo divji kapitalist, ne, ki je spravil ampak on je še vedno levičar. Splužil, to je ta slovenska norost, ki se ne prečisti ravno zaradi medijev. Ampak mi tukaj plačujemo strahotno visoko ceno. Jaz mislim, da bodo naši gledalci tudi eni gotovo že vedo, nekateri pa bodo s časoma to občutili, da Slovenija nazaduje ravno zaradi teh ideoloških ran, ki so se prekrile in ki nekako ne morejo zastarati. Zato, ker so tisti, ki so jih povzročili, še vedno v ozadju in še vedno krmilijo, kot sem prej rekel, to slovensko politiko. In mi smo se včasih smejali, ne? To je češko, to je slovaško, to je polsko. Se nič več ne? Ne, nič več se ni treba smejati. Te države seveda z normalnimi problemi, ki so, zelo hitro napredujejo in so izredno prečiščene. Recimo Slovaška je sploh en fenomen, Poljska že prej, Češka še prej, celo Madžarska. Slovenija pa tukaj stagnira. In glavna razlika med temi tranzicijskimi državami in med našo je ravno v tem, da so pri nas strukture bivšega režima ostale dejansko na oblasti oziroma na večini položajev in da nekako tudi mediji ne odigravamo tiste vloge, kot bi jo morali. Vsaj ne v tistem pravem pomenu besede. Je to mogoče zaradi tistega, kar ste že prej malce nakazali, da mediji, pa mogoče prav tako sodniki, ravnajo tako, kot mislijo, da od njih pričakujejo tisti, ki imajo še kar, pa še vedno oblast v rokah, od spredaj ali pa od zadaj? Lejte, veliko je tudi novinarskih kolegov, ki so popolnoma dobro osveščeni in ki tudi delajo pozitivne stvari, ne? Zelo veliko. Ampak zdi se pa mi, da je sploh na uredniških mestih, ne, v pomembnem delu medijev, da so pa tisti, ki vendarle skrbijo za to, da vsak, ali pa večina novinarjev razume, kaj se od njega pričakuje. In glavni problem v Sloveniji ni cenzura. Mislim, da so zelo redki primeri, da bi urednik neposredno posegal v nek tekst. Samocenzura. Ja, ampak samocenzura. Ti že sam nimaš korajže za to, da bi stvari naredil tako, kot treba. Ampak tle ne govorimo desno-levo, ne, se pravi, zdaj pa, ker so prej profitirali levičarji, bomo pa zdaj desničarje promovirali. Ne. Vzpostavimo enake kriterije za napake in za dobre stvari pri vseh. Samo to. Ko sem bil direktor televizije, smo poskušali ravno na to temo delati. Ni sive cone, ni sive teme oziroma ni teme, ki bi bila za televizijo tabu oziroma ki bi bila vredna cenzure, če je v javnem interesu njeno razkritje. In to pravilo bi morali uveljaviti v vseh medijih in bi bila zadeva bistveno bolj preprosta. Tako pa se pogosto, žal tudi na moji televiziji, sploh radio, ki je ena posebna oaza razmišljanja, ki je z prejšnjih časov, zelo ozkega, ideološkega, z izjemami seveda, ampak tudi na televiziji. Določene napake, ki se pojavijo na pomladni strani, se potencira prav, v redu. Ampak se pa po drugi strani minimalizira in prekriva napake, ki so pa nastale in so lahko še veliko hujše na drugi strani. In tega pač ne maramo, sploh pa moja javna televizija, ki jo plačujejo vsi gledalci in poslušalci skozi RTV prispevek, si tega ne sme privoščiti. Ne samo zaradi lepšega, ampak zato, ker je to javna televizija v Evropski uniji, v demokratični državi in ker jo plačujejo vsi državljani, tako eni kot drugi. No, mogoče ste tu eno temo načeli, ki je zelo zanimiva, da se nekaj komentira, nekaj gre pa kar mimo. Sam sem bil zelo pozoren na teh evropskih volitvah, na teh soočenjih, kjer je priznani ekonomist, top ekonomist, dr. Menzinger, saj tako se zdi, glede na njegovo pojavnost, množično pojavnost v medijih, dejal, da so v Sloveniji desni in normalni volivci. Zdaj, če to damo zdaj v obratno smer, če bi recimo Janez Janša, o njem smo že nekaj govorili, dejal, da so v Sloveniji levi in normalni volivci. Lejte, to bi šlo, ne vem, do Evropskega sodišča, pa verjetno tudi upravičeno, ne? Se to ni rečeno v šali, to je bilo rečeno na soočenju, ne? Čisto resno. Čisto resno. Ja, lejte, in pa nič, ne? Človek je ostal, tako kot je ostal, celo pohvaljen strani njegovega predsednika stranke,
pohvaljen za odlično kampanjo in tako naprej. Ja. Lejte, če mediji tukaj ne naredijo neke selekcije po istih kriterijih, potem smo, kjer smo. Zato pa tonemo tja, pač, kjer si sicer ne želimo, ampak očitno si kot država to zaslužimo. Pohvaljen javno, čeprav ne, vemo, kaj se je zgodilo, ko je Pozitivna Slovenija razpadla, ko je dr. Mencinger dejal, najraje ne bi kandidiral, pa je moral, ne, na Jankovićevi listi. Ker se ne da več potem. Ker se ne da, ne, torej, ampak vseeno, javno pa Janković, kako je bil dober, ne. Dobro, to. Se mi zdi to, tu včasih premalo iskrenosti, premalo poštenosti. Seveda, seveda. Torej, tle se pač nivo političnih igric, s katerimi pač, ne vem, s katerimi se poskuša farbati naivne volivce, ne? Ampak mislim, da je to čedalje težje. No, o Patrii mogoče samo še to, pozoren opazovalec, pa tisti, ki spremlja tudi, ko je bila prebrana razsodba, ali pa na kakšnih drugih dogodkih obraz Janeza Janše, tudi ko govori o tem, ne bom prosil za odlog odhoda v zapor, šel bom v zapor, je res, vi ste bili takrat v Sodni dvorani, je res on tako miren, ne vem, tako prepričan, da bo na koncu nekje neko sodišče odločilo drugače kot zaenkrat slovenska? Zdaj, jaz težko se postavim v njegovo kožo, tudi ga ne poznam dovolj. Gre pa očitno za neko posebno osebo, ker doživeti 160 različnih postopkov, prekrškov, pa ne vem koliko sodb in vsega tega, to običajnega človeka kar sesuje. Njega pa očitno ne, čeprav je bil ravno to namen. Težko bi to opisal, ampak očitno je izvir energije v temu, v prepričanju, da je nedolžen. Drugače se človek pač s tem, kar se mu je zgodilo, sprijazni in sprejme to kazen, čeprav lahko govori, da ni nič kriv. Jaz mislim, da energijo, tudi če gledam za politične zapornike, Angelo Vode, pa tudi druge, na stotine, tisoče takrat povojnih političnih zapornikov in tistih, ki so napisali spomine, njihov preživetveni modus je bil ravno v tem, da so vedeli, da intimno, da niso naredili nič narobe. Ampak to se mi zdi še bolj hudo, ne? Če si za nekaj v zaporu, če se nisi storil, ne? To mora biti izredno hudo. Če se sam postavim. To mora biti izredno hudo. To mora biti izredno hudo. Ja, res je tudi nepredstavljivo. Se to včasih pozna prek kakšne bolezni, ne? Dostikrat, ne? Ja, tudi res. Ampak so pa tudi, recimo, čeprav vzamem Angelo Vode, sem se ravno na njo spomnil in priporočam gledalcem Skrite spomine Angele Vode, čudovito knjigo, ki je uredila Alenka Puhar. Zelo podobna pa Brazde mojega življenja, tudi, kjer ste tudi vi sodelovali. Ja, gospe Jelke, Mrak Dolinar, to so res izredne stvari. Kako so ti ljudje? Ja, seveda je obupno, če si po krivici zaprt, ampak ti daje pa tudi neke vrste superiornost do tvojih preganjavcev. Ne? In to se vidi v vseh teh knjigah. In mogoče gre v tem primeru tudi za nekaj podobnega, seveda iz njegove perspektive. Predlagam kratko pauzo, po pauzi pa o vaših dokumentarcih. Velja. Marketing televizije ETV. Pokličite 041 989 446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Evo, spet smo nazaj. Jože Možina je za dokumentarne filme prejel kar nekaj visokih nagrad. Dvakrat nagrado sklada Josipa Jurčiča za dokumentarne filme, omenimo Zločin, ki ne zastara, in Za molčani moč preživetja. Oba filma govorita o naši polpretekli zgodovini. Zdaj pa vprašanje, ali vas to zanima kot zgodovinarja, kot novinarja ali kot nekoga, ki o tem pred osamosvojitvijo v šoli ni nič zvedel? Prve dve stvari, medtem ko to sem jaz pred osamosvojitvijo zelo dobro vedel. No, še malce nekaj let nazaj nismo vedeli. Seveda ne. No, jaz sem imel to srečo ali pa to okoliščino, da smo imeli doma knjige tudi, ki so izhajale za mejo
Med drugim, to so bile knjige, za katere je takrat, ki jih je Udba dobila pri Jančarju, pisatelju Jančarju, ni moral zaradi tega sedeti v zaporu. Ker ljudje sploh ne vedo. Kar ljudje sploh ne vedo, no, pri nas doma so pač bile na voljo in se spomnim, da sem v 7. razredu osnovne šole že to začel prebirati in pač si ustvaril malo bolj celovito sliko. Zanimivo se mi je pa zdelo tudi zato, ker je to taka zamolčana tema, ki si je nihče ni upal lotiti. Zdaj, z vidika nekega razpona, novinarskega, zgodovinskega zanimanja, so pa take teme seveda najtežje teme, tudi najbolj zahtevne teme, ne? In bi se vprašal, sploh pa zato, ker sem se zaposlil na javni televiziji, zakaj bi se tega izogibal, zakaj bi to prikrivali. Tako da sem se odločil, da bom poskušal splezati tudi na to goro in nekako parkrat je to zelo dobro uspelo. To je to. Ampak uspelo spet verjetno pri enem delu politike, ne? Lejte, pri tistem delu, kjer so nekako postorili vse, da so te stvari zamolčali, od povojnih pobojev do vsega tistega trpljenja na Golem otoku, da ne govorimo o tem, kaj se je zgodilo z Angelo Vode ali pa z gospodo Linarjevo, pa še mnogimi drugimi ženskami v Reichenburgu. Lejte, ko tako stvar delaš in tudi verjamem, kot vi delate nek intervju, ko delate neko oddajo, ne razmišljaš, komu vse boš všeč, ampak moraš razmišljati o tem, kaj je res in kaj ni in kako predstaviti, če gre za dve stvari, strani, obe strani in to je vse. Jasno, da je, če ti raziskuješ povojne poboje ali pa medvojno revolucionarno nasilje, da to tistim, ki so to počeli, ni všeč. To je popolnoma jasno. V tem primeru, veste, če se potrka na vrata, recimo domnevnega vojnega zločinca, to niso heci, ne sem tudi to počel, ker se mi je zdelo pravilno, da to naredim v imenu naše nacije, da se vendar enkrat te zadeve vsaj začnejo prečiščevati. Tako da mi sploh ni žal, res da zaradi tega, jaz sem sicer za take družine, ravno včeraj sem nekaj na to temo raziskoval, staroče je bil Terenc, stric je bil partizan, družina je bila katoliška po vojni, ta ožja družina ni sledila komunizmu, ampak v smislu odnosa, ali pa nacionalne zavesti in samozavesti. Staroče je bil zaprt od Nemcev, staroče po mamini strani je bil že pod Italijo zaprt od Italijanov zaradi delovanja v korist tigra in tako naprej. Mi imamo te zadeve prečiščene, tako da nimam teh problemov, pa tudi če bi jih imel, tudi če bi bil sin, ne vem kogarkoli, to sploh ni pomembno. Zdi se mi ključno, da se človek opredeli do svoje zgodovine in da jo jemlje odprto, kot sva prej govorila, tudi po nekih etičnih kriterijih, ki naj veljajo za vse. Tisti, ki je ubit, nedolžno ubit brez sojenja, naj bo na eni ali pa na drugi strani, si zasluži približno enako obravnavo, priznanje, odgovornost in seveda tudi pravico do groba, do pokopa. Vsega tega v Sloveniji ni. Mi imamo, kot veste... Ni ali še ni? Ni. Ne. Mi imamo okrog 630 grobišč in večina od teh pravzaprav niso grobišča, ker tam ni nihče pokopan, ampak so morišča, tam so ljudje pomorjeni in pometani v jarke. Tukaj imate recimo Hrastniški rovi, kjer je bil tudi tako Brnica in tako naprej, kjer je bil tudi namenjen smrti oče Pedra Opeke. In se je eden redkih čudežno rešil. Ustvaril takšnega človeka. Ja, sej, veste, mogoče včasih premalo funkcionalno razmišljamo, kaj vse smo mi izgubili na ta način. To je vendarle to so bili... Koliko Petrov, Koliko Petrov, koliko teh... Angeli in tako naprej. Ja, žalostno. Pa še nekaj, sam se spomnim iz teh osnovnošolskih, pa tudi srednješolskih let, ko smo poslušali, ko je umrl kakšen od partizanov, spomeničarjev, prvoborcev, so vedno dejali, partizan in revolucionar. Takrat se to pač ni zamolčalo, ker je bila tudi revolucija v času druge svetovne vojne. Zdaj ne slišimo o tem nič, to se je kar zamolčalo, zdaj nič ne reče, o revoluciji se ne govori. Ja, mi še vedno nimamo, dobro, ljudje tudi mogoče niti niso ob vsej tej poplavi raznih informacij in medijskih nategov, ljudje niti niso trenutno pripravljeni sprejeti ali pa razumeti resnico, ki je pa v veliki meri povsem drugačna od te uradne verzije. Seveda, revolucija je bila ves čas v prvem planu, ne pa nacionalna osvoboditev. Žal je tako pač bilo. Predvsem takrat, ko je v osvobodilni fronti
vodilno vlogo dokončno utrdila partija po dolomitski izjavi. Takrat je bilo popolnoma jasno, da je tudi znotraj celotne strukture takrat slovenstva glavni nasprotnik ni okupator, ampak so domači nasprotniki revolucije, tisti, ki bi ovirali pohod na oblast. Za okupatorja se je vedelo, da bo prej ali slej šel. Te stvari se da tudi zelo lepo matematično prikazati, če že hočete. Namreč par sto ljudi je bilo ubitih, to so bili bolj premožni ljudje, kakšen župan, tudi kakšen duhovnik, učitelj, učiteljica, vplivni ljudje, sindikalisti, naprimer, ki so bili prva konkurenca nekako komunistom. In Ljubljani ustrelijo na ulicah več kot 100 teh ljudi, tam že od jeseni 41 na pomlad 42 in niti enega okupatorjevega vojaka. Niti enega. Glavni nasprotnik je bil tisti, ki je bil nekako potencialni nasprotnik. Vse takrat še ni bilo nobene, kot so pozneje rekli, bele garde oziroma proti revolucije. In zdaj še en podatek, o katerem je potrebno razmišljati. Ne bom precizen, ampak poanta je 100% prava. Revolucionarno nasilje, partizansko, terja več civilnih žrtev in pa neoboroženih žrtev, kot je padlo okupatorjevih vojakov v bojih s slovenskimi partizani. Se pravi, kakšna vojna je to bila, da partizani ubijajo več žensk, otrok in neoboroženih odraslih, moških, kot pa okupatorjevih vojakov. To so zelo, zelo hude zadeve, ki terjajo nek premislek in neko realno oceno tega, kar se je med vojno dogajalo. Zato potrebno arhive dodatno zapreti, kar je še ostalo. Kar je še ostalo. Arhivi z tega področja so v 80 do 90% uničeni. Ljudje, ki so jih uničevali, ve se tudi za imena in primke, recimo na Žagi v Kočevski Reki, so leta 90 žgali arhive, niso bili nikoli preganjani in obsojeni, čeprav gre za kulturno dediščino. Pa ne samo kulturno dediščino, ampak gre tudi za dokazno gradivo režima. Režim je bil že med vojno, kljub temu, da so bili to pač pogoji ilegale, izredno zbirokratiziran po tem sovjetskem vzoru in je bilo ogromno stvari zapisanih. Vse se je dogajalo pravzaprav na nek tudi napisan način. Žal so te stvari v veliki meri uničene, ampak še tisto, kar je bilo, naprimer to, kar je takrat kriminalist Jamnik dobil na račun Mitje Ribičiča, glasom mape majorje Mitja, od ljudi, ki so bili označeni v tisti zaporniški knjigi in ti ljudje, ki so bili pozneje tudi ubitih in ni bilo več. Takrat je slovensko pravosodje, ne govorim absolutno, ampak v tem konkretnem primeru, ki sem ga spremljal, pa se da tako razumeti, je storilo vse, da ni storilo nič. In z tega vidika tudi zaupanje v slovensko pravosodje, ki lahko obsodi prvaka opozicije v eni taki zmešnjavi, da tako ugledni pravni strokovnjaki pravijo, da bo to zadeva 100% padla, ne more pa v 22, 24 letih, kar imamo demokracijo, ne zmore procesirati niti enega osumljenega za vojne zločine, ki so pač največji zločin, kar je mogoče v neki normalni družbi. To pač tudi je jasen podatek, v kakšni državi živimo. Kje smo in žal kam gremo, ker včasih je kar zastrašujoče. Ustavno sodišče je v enem primeru sicer reklo, da poimenovati ulice po Titu je neprimerno, nehumano, pa še marsikaj drugega, ampak rastejo število. Še kar nekaj je ulic, ki so bile že preimenovane, tudi kakšen barček se najde z tem imenom, potem vse več mladih, tudi jaz sem Tito, pa zelo podobne stvari. Nekako se zdi, da ko je kriza tu zdaj, ko se ne živi tako dobro, kot bi človek pričakoval, da se vrača neka nostalgija po Titu, po SFRJ, ampak evidentno, se takrat ni dobro živelo. Ta stvar je dobro živelo. Seveda za tiste mirne ovčice, je bilo vse v redu. In za elito. Pa za elito. Ta stvar je smešna, sam je hkrati tudi tragična, ker pomeni tudi v nekem smislu neko miselno spiralo, v katero tone ta nacija.
Jaz bi pričakoval od enega bivšega predsednika, kot je na primer gospod Milan Kučan, ki je prijateljeval tudi z Václavom Havlom in tako naprej. Václav Havel je med drugim rekel, da je bil komunizem mednarodna zločinska organizacija. Da bi zdaj po vseh teh letih, kar je bil tudi sam na čelu partije in v enem smislu tudi tisti, ki je nadziral UDBO in pridobival podatke strani UDBE, ko je bil šef partije in ki je potem na nek privilegiran način z te pozicije potem tudi zmagal na prvih predsedniških volitvah in tako naprej, da bi on po vseh teh letih, ko nima več kaj izgubiti, da bi rekel, poslušajte, pustimo ideologije, seveda nacizma in fašizma normalno, ampak tudi komunizma v ozadju, ker to žali človekovo dostojanstvo, ker to razdvaja slovenski narod. Pustimo Titovo mitologijo, ki smo se je takrat tudi z mladinskim gibanjem vsem tem otresli kot neko nesnago, kot neko kult osebnosti, ki ne vodi nikamor. Štafeta norosti, ne štafeta norosti. Tako. Pustimo te iluzije o uspešnosti bivšega režima, ki je skrahiral moralno, ekonomsko, politično. Leta 1989 smo imeli 1400% inflacijo, pa mislim, da rekord je celo še višji. Zakaj bivši predsednik tega ne pove, nič ne bi izgubil, ogromno bi pridobil. Hkrati bi pa dal en izgled tej naciji, da je treba graditi na vrednotah slovenske osamosvojitve, ko je prišlo do najvišje stopnje narodne enotnosti, ko je prišlo potem tudi do zmage v osamosvojitveni vojni, ki je, seveda vsaka žrtev je tragična in odveč, ampak ki je terjala relativno malo žrtev. Na tem moramo graditi, ne pa na sistemu, ki je za vse na svetu propadel. Tam pa, kjer še je, pa vemo, kako je. Pa ljudje bežijo, ne? Tako da to je en absurd in mislim, da pri nas so tiste vplivne osebnosti, tako imenovane ugledne osebnosti, v veliki meri poleg medijev krive za to, da se ta iluzija z bivšega režima ne samo, da ostaja, ampak da se celo obnavlja. In za tiste, ki smo malo starejši, ki smo to že doživeli, in pa še za starejše je ta stvar, mislim, absurdna, je v bistvu res smešna na nek način, ampak tudi tragična. Jaz ne vem, kaj si tujci o nas mislijo. Sem bil nedavno v Beogradu, tam so odkrili eno zelo zanimivo razstavo V ime naroda, govori o povojni represiji v Srbiji, ampak tudi na področju celotne Jugoslavije. In tam smo z nekaterimi kolegi tudi nastopili. Sam sem predvajal 2 filma, ki zadevata to področje. In mi je pripovedoval, če smem v par stavkih povedati, Slovenec, ki je bil udeležen pri vsakoletni obletnici preboja Sremske fronte, pri Šidu. Tam je pač popolnoma normalno, tam so zgradili kapelo in vsakič tam je padlo ogromno vojakov, seveda, ki so takrat napadli nemško fronto kot utarjeno fronto, relativno frontnega boja neizkušeni partizanski borci. Pač je ena človeška tragedija poleg vsega. In tam se normalno tudi izvede maša, pravoslavno petje in tako naprej. In ni običajno nobene jugonostalgije, ampak pač obeležitev pomembnega dogodka in pomembne bitke. Bila je pa tam skupina Slovencev, ki je nergala, kaj pa delajo ti fari tukaj, kaj so pa ti župniki, kaj je pa to. Hoče reči, da celo v Srbijo poskušajo izvažati neko mitologijo, ki so jo tudi Srbi že davno zavrgli. Je rekel, njega je bilo kot Slovenca sram, da so pa tam oni z nekimi kapicami in z nekim titoizmom mahali okrog. Vse včasih si človek potem reče, zato smo tam, kjer smo. Prav gotovo, ne? No in če potem je nekdo, ki malce drugače razmišlja, tudi kot novinar, kot zgodovinar, predlagan za nagrado Prešernovega sklada, za odličen dokumentarni film Pedro Opeka, Dober prijatelj, ki je bil sprejet ne samo v Sloveniji, čeprav najprej v Sloveniji niti ni bil sprejet na filmskem tekmovanju, če lahko tako rečem, ampak ljudje so ga sprejeli, ki so ga gledali, potem tudi na različnih teh festivalih po svetu. Je pa ogenj v strehi, ne? Je in ni. Seveda je v enem smislu bil nek medijski trušč okrog tega, ampak no, mimo grede na Facebooku mogoče ene novinarke, en zapis sem si prav zapomnil, zdaj bo pa Potičar odločal, kdo bo dobil nagrado Potičar. To je Bogataj, ki je napisal tudi zelo dobro knjigo o poticah. Zanimivo, ne? Ja, glejte, tle gre za neke vrste, kolega Dežman bi rekel, partijski rasizem. Za neko razumevanje določenih stvari kot
njihovih kot ideološko prečiščenih. Pa mogoče tudi nekateri kolegi so mi rekli, da gre tudi za določen strah, ne, ker moja velika prednost v tej zgodbi, ali pa prednosti je celo več, je v tem, da je šlo za da je ta film da so ljudje množično spoznali kot neko dobrino, kulturno dobrino, ki zadeva točno tisto, kar pravzaprav kultura v najširšem smislu je, ne? Kar bogati duha, krepi, spodbuja k resničnosti, k nekemu spreobrnenju, k dobrih delih in to kultura pravzaprav je. To je film, ki bogati slovensko nacijo in sem bil ganjen, ker sem dobil ogromno tudi po filmu in še zdaj, ko ljudi srečujem, takih odzivov, da to je nekaj neverjetnega, to redko kdo doživi. In seveda, tak film, ne glede na to, kakšen cirkus bi okrog tega bil, nagrada gor ali dol, to je nepomembno. Ta film so ljudje tako množično gledali, s ponovitvami ima, mislim, da več kot 700,000 ogledov v Sloveniji, kar je popoln fenomen. Ne? Pa ne gre za komercialni film, tako da, gledajte, to je to. Jaz sem svoje naredil več, kot bi kdorkoli pričakoval, seveda z enim takim eminentnim likom, kot je Pedro Opeka, ki ga pač 10 in več let nihče ni povohal, nihče ga ni predstavil slovenski javnosti. Mislim pa si sedaj, ne, glede na to, da je ta kulturni predalček tako strašno normiran, samozadosten, nekako ne bi bil tudi rezerviran v veliki meri ideološko. Smilijo pa se mi ljudje dejansko, ki so frustrirani, ker pa njihovi izdelki, ker delujejo na drugih področjih, bolj v zaprtih krogih, ne morejo prodreti skozi ta filter. So pa umetniki, ne? Skozi ta filter. V šali. Dobro, ampak hoče reči, mnogi, ki bi si nagrado zaslužili, ne morejo do nagrade priti, ker niso prepuščeni skozi to sito. Tukaj je javnost zadevo videla in seveda se tega navdušenja ne da skriti in tudi s kampanjo in s članki je to smešno. Moram reči, že sam sem se malo naslonil nazaj v naslonjaču in pač počakal, kaj se bo zgodilo. To ni bila moja zgodba. Jaz sem svoje naredil s filmom. Za nagrado se nisem predlagal sam, ker tudi ni mogoče, ampak predlagali so me, mislim, da sta bila 2 predloga. Enega so podpisali akademik in dobitnik Prešernove nagrade velike Drago Jančar, Zorko Simčič in Niko Grafenauer. In pobudnik druge je bil Svetovni slovenski kongres še z drugimi raznimi velikimi združenji. To me je tako nekako ganilo pravzaprav, ne, da se taki ljudje zavzamejo za nekaj takega, da potem sam sploh nisem imel slabega občutka. Ne. Mislim pa, da so strelice, kot so mi potem pripovedovali poznavalci, da so te ideološke strelice in poskusi onemogočanja prileteli kar z kulturnega ministrstva. Ker zanimivo je bilo, da tudi ne glede na to, da so običajno ob takih dogodkih dvorane vedno polprazne, sploh pa ozadja, nikakor niso, pa je bilo čisto pravočasno, 14 dni prej, nikakor niso uspeli zagotoviti prostora, recimo tudi za tiste moje prijatelje, moje privržence, ki bi si, celo sorodstvo, ki bi si želeli na to prireditev. Potem se je delno to ugodilo, delno se je izsililo, ampak še vedno bi bilo lahko veliko več ljudi, ker so bila zgornja sedišča prazna. Se pravi, nagajalo se je do konca. Ko je pa do te nagrade prišlo, ne, potem si bil pa car. Potem je pa prišel do mene minister in kaj ne rečem, se je pač romantika nadaljevala. Ne. Škoda je, jaz končno ga nimam niti želje, niti namena presojati v slabem, ampak zdi se mi, da gre za ogromno hipokrizije, ki je popolnoma nepotrebna. Če je nekaj dobro, je dobro, če je nekaj slabo, je slabo. Tisto, kar ljudi nagovarja k dobremu, je pa zmeraj dobro. Če si zasluži nagrado, ne vem. To ni govorijo tisti, ki to vedo. Ne. Ampak te hipokrizije je bilo tukaj res veliko. No. Pričakujete kakšno podobno nagrado tudi za ta zadnji film, kjer je ena izmed glavnih vlog dodeljena bivšemu predsedniku, nekateri pravijo tudi stricu iz ozadja, pa zdaj izgleda, da bo stopil kot član strateškega sveta SD-ja v spredje, Milan Kučan? To je zelo pozitivna gesta. Veste, vse nagrade so dobrodošle, ker človeka včasih tudi utrdijo, mu dajo neko dodatno samozavest. Meni so predvsem to samozavest dale nagrade v tujini, ker tam so ljudje neobremenjeni, ne poznajo sveda teh naših prekucij. Recimo v Džakarti kakšen govor je imel potem direktor takrat festivala, tudi na račun tega filma. Čudovito, pa je islamska država, ne? Govori film, pa govori o katoliškem misionarju.
ali pa v Kanadi, tudi v Los Angelesu. Tako da, ja, to je dobra zadeva. Ampak moram reči, da nikoli nisem delal filmov z namenom, da bi dobil nagrado. Res nikoli nisem na ta način delal, spravi na ta način, da bi poskušal biti nekomu všeč. Ne? Tudi tega zadnjega. In mislim, da zadnjega pa še najmanj. Ne? To je film, v katerem si ne moreš pridobiti prijateljev, lahko si pa dobiš kakšne nasprotnike, ki si jih seveda v filmu poantiral. Ampak jaz sem se sam odločil, gledajte, naredil bom tako, kot mi narekujejo spoznanja, dokumenti in pričevanja, ki jih pač imam na voljo. In v filmu Rok de Palavas je dejansko kot neka siva eminenca, kot nek generator vsega skupaj se izpostavlja dejansko takratni in sedanji bivši predsednik Milan Kučan, ki je pa bil med to afero v Ameriki. Ne? Zgovorno. Zgovorno ali pa tudi ne. Krasno smo ta film delali, tudi čudovita ekipa je bila. Vašo številko vas je poklical po filmu? Ne vem, nisva nikoli govorila po telefonu. Pričakujete kakšen močnejši odziv na... Moram pa reči, da mi je predsednik Kučan po Prešernovih nagradah, da je stopil, do mene on zna biti tudi izredno selektiven do ljudi, ki mu mogoče niso pri srcu in jih prezre. V tem primeru je pa prav stopil do mene in mi dal roko in pogledal v oči in čestitev, tako da po tej človeški plati pa tudi sicer, moram reči, da jaz ne čutim nobenega odpora po človeški plati. Drugo pa je, ko gre pač za dejanja. Ja, bilo je tisti večer nekaj groženj s tožbami, 2 grožnje s tožbami. Naslednje jutro je potem tudi naša televizija umaknila film iz predvajanja oziroma iz spletne strani. Ampak potem smo na nekem posvetu to zelo hitro rešili in film se je nazaj vrnil na splet in ga je tam 10,000 ljudi že pogledalo. Mimogrede, tudi mi smo zaprosili odgovorne na nacionalni televiziji, če nam ga izročijo v predvajanje, čakamo še odgovor. Sicer smo nameravali ga po tem pogovoru predvajati, pa kdaj drugič, ne? Mislim, da ste na dobri poti, da bo to odobreno, zakaj pa tudi ne. Tako. Smo pred volitvami, v času volilne kampanje, že mi dva ne kandidirate, ne? Nekje pa. In kakšen razplet kot dober poznavalec slovenske politike pričakujete? Glede na to, da očitno, saj tako ankete kažejo, Slovenci kar precej, ne vem, če lahko tako grobo rečem, nasedajo na nove obraze, na nekaj novega, kar se pojavlja v politiki. Spomnimo se Pozitivna Slovenija z Zoranom Jankovićem na prejšnjih volitvah ali pa Gregor Virant z Državljansko listo tudi na prejšnjih volitvah. Vemo, kaj se je zdaj z obema strankama zgodilo, na obrobju sta. Zdaj je prišel Miro Cerar z svojo stranko. Zdi se, da so gospoda Šoltesa v tem času po evropskih volitvah čisto pozabili, da zdaj vsi stavijo, ne vem kdo, na odvetnika, pravnika Cerarja. Pa spremljamo ga pa že 20 let, saj koliko se jaz spomnim, ampak on je nov. Ste že skoraj vse povedali. Lejte, zdaj napovedovati, kaj se bo zgodilo, je pa zdaj postalo že tako zapleteno in nepregledno, da sva že v sferi vedeževanja bolj. Tako da bomo poskušali malo pokomentirati, verjetno tako kot gledalci počnejo tudi v svojih krogih. Ta zgodba z novimi obrazi je zelo zanimiva. Običajno, ko gre tranzicijski levici za nohte, ko se nekako tudi njihovi kadri iztrošijo, kompromitirajo, spomnite se Golubiča, Katarine Kresal in vsega tega, takrat se začne kampanja z novimi obrazi. To se razglaša kot edino zveličavno in edino potrebno, kar bo seveda rešilo Slovenijo. In ljudje temu v veliki meri sledijo, ki je tak tudi medijski pritisk. Dobro. Zdaj zaenkrat se je pri nas v Sloveniji izkazalo to kot slabo, ne dobro, ker so se ti novi obrazi še hitreje izpridili kot stari obrazi. Ampak v resnih demokracijah, in Slovenija bi morala po 20 letih se približevati tej resnosti, so pa kriteriji, recimo tudi kredibilnosti pri politikih ravno v tem, da so dalj časa na politični sceni. In je zadeva popolnoma obratna. Kdo bi kanclerju Kohlu ali pa kanclerki Merklovi očital, da naj že vendar
zgine in naj pusti mlade, ker so namreč novi obrazi. Govori se ne o novih in starih obrazih, govori se o kvaliteti, o tem, kdo je kaj sposoben narediti, kdo je sposoben voditi vlado in kdo ima rezultate. Mimo grede, to tudi nogometni trenerji, zdaj se to na prvenstvo ne govorijo na stare pa na nove, ampak na dobre. Ja, pa seveda, zato tudi gre. Tako da mislim, da to ne smemo nasedati na nove obraze. Vidi se tudi, da so določene ljudi leta in leta gradili za to, da bi bili lahko enkrat novi obrazi in verjetno bodo ti novi obrazi, saj nekateri zelo uspešni in potem bodo sledila tudi razočaranja. Mi bi morali imeti dejansko prečiščene stranke, verjetno jih imamo tudi nekoliko preveč, ne premalo, ampak preveč. Na ta način je zmeda v političnem prostoru še večja, ker se predvsem te manjše stranke potem kot jeziček na tehnici ukvarjajo s svojim preživetjem in ne s tem, kar je dobro za Slovenijo. Jaz sem bil v bistvu zgrožen in me izredno skrbi, kako ta naš Karel Erjavec kot zunanji minister skrbi za slovenske nacionalne interese vizavi meje v Piranskem zalivu, kar ni šala, kar ni muha enodnevnica, ampak je lahko zgodba, ki pomeni ene vrste vendarle kastracijo tudi slovenske nacionalne identitete in našega nacionalnega interesa, če gre tam karkoli narobe in bojim se, da bo tudi šlo. Čeprav vam pravi, da je bil tako dober, da so šli Hrvatom kocine lase po konci, ne? Iz vaših ust v Božja ušesa. V tem primeru pa res želim, da je bil dober, oziroma da je bil tudi dober. Ampak dejansko njegova politika kaže na to, da je bil predvsem politik zase in za svojo stranko, in da pač interesi Slovenije niso bili v prvem planu in tudi kot zunanji minister se z zunanjim ministrovanjem ne ukvarja prav veliko, ampak se ukvarja predvsem s tem, kako pozicionirati svojo stranko, tako da bo še naprej uspešen na volitvah. Pri velikih strankah, ki prevzamejo večji ali pa glavni del odgovornosti pri vodenju vlade, se seveda tega ne morejo privoščiti, ker se enostavno njim pripišejo sicer uspehi, ampak tudi napake. Tako da jaz mislim, da bomo po teh volitvah šli na prečasne. Da bomo padli v neko novo dobo prečiščevanja. V filmu sem zaključil stavkom, da bomo pač nekako brodili. Lejte, vsi, a pa tudi pogosto se tako nekako ob koncu oddaje, pa povemo kaj optimističnega. Kaj pa če ne bi nič optimističnega povedali, ker pač ni nič takega optimističnega, kar bi bilo vredno povedati. Se tudi pesimizem, če izvira z nekih realnih predpostavk, ni uničujoč, ampak nas samo opremi z nekimi spoznanji, da ne bomo preveč razočarani. Tako da mislim, da dokler ne bo dozorelo spoznanje večine o situaciji, v kateri smo, tudi ne bo nekih pozitivnih sprememb. Dogajale se bodo volitve, tudi volilne prevare, medijske prevare in Slovenija se bo nekako vrtela v krogu in lovila svoj lastni rep. Enkrat bo tega konec, jaz se ne upam napovedati kdaj. Tako kot je bilo enkrat konec nacizma, fašizma, tudi komunizma, pri nas tudi? Ja, pri nas se dogaja kot neke vrste metastaza, kot neka stična točka enih velikih interesov, ki skušajo na vsak način vladati Sloveniji, seveda za ceno svojih osebnih koristi. In ti ljudje, ki so sedaj tudi tako uspešno kreirali politiko v svojo korist, so pozabili ali pa jih ne briga, da so na ta način spravili praktično na rob nesreče celo državo. Gospod Jože Možina, hvala za obisk v studiu. Še bo kdaj priložnost, da se srečava, kaj komentirava, mogoče po volitvah. Hvala za vabilo in hvala za dobro vprašanje. Ja. Lep pozdrav. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami in srečno.